Glede na zadnje mandate podobna izkušnja, veliko novih obrazov, ki se nekako verjetno še iščejo po hodnikih državnega zbora, ampak sam sem vesel, da pride do neke mešanice, tudi nekaj izkušenih političnih obrazov, tako da jaz upam, da bo tako kot je danes prvi dan minil dokaj v enotnem tonu, tako sledilo tudi nadaljevanje. Sam osebno upam, da bom ostal v odboru za izobraževanje, pa tudi v odboru za kmetijstvo. To sta dva odbora, v katerih sodelujem že od leta 2011 in upam, da bom aktivno delo nadaljeval tudi v tem mandatu. Če pa bo možnost, pa bi rad nadaljeval oziroma začel delo v odboru za infrastrukturo, ker mislim, da mora imeti Posavje člana tega odbora, kajti ko govorimo o infrastrukturnih projektih, ne smemo pozabiti na te manjše pokrajine, kot je Posavje. Ja, jaz osebno sem navajen, tako kot strokovni sodelavec v preteklosti, kot tudi poslanec, biti v koaliciji ali opoziciji. Jaz mislim, da če si odgovoren poslanec, v bistvu ne prihaja do nekih različnih del, je pa dejansko že zgodovina pokazala, da opozicijski poslanci moramo delati še veliko več, kajti ne moramo se naslanjati na vlado in na njihove službe ali na službe ministrstev, ampak moramo biti še sami veliko bolj proaktivni. Tako da jaz upam, da bom tudi kot opozicijski poslanec nekako navezal stik z ministri ali državnimi sekretarji in jih večkrat pocukal na rokav, predvsem ko bo šlo za teme, ki se tičejo tako ali drugače tudi samega Posavja. Ja, gledal pod prste, pa upam, da lahko z njimi tudi aktivno sodeloval pri zapiranju odprtih tem.